osebnostno rastem, moram poznati svoje misli in svoje prepričanja. Ker jaz in vi vsi smo svoje lastna prepričanja. In kaj dejansko je prepričanje? Prepričanje je le misel, ki sem jo tolikokrat slišala, ali pa sem tolikokrat na njo pomislila, da je za mene postala čista realnost, dejansko pa velikokrat v resnici sploh temu ni tako. In kaj je osebnostna rast? Zakaj je dobra ta vaja? Zato, da boste opolnomočili svoj notranji jaz. Zato, da boste se znali prepoznati svoje misli, svoje občutke. Zato, da boste znali prepoznati tiste misli in prepričanja, ki vam ne služijo, ki vas ne podpirajo, kvečjemu vas zavirajo. In najprej je potrebno ugotoviti, kakšne so vaše misli čez dan, in zato sem ustvarila tudi to vajo, ki je narejena v 4 enostavnih korakih. Naj vam služi. Kaj dejansko je osebna rast? Ko se poškodujemo na telesu, ko imamo neko rano, je dejansko naše telo se avtomatično začne celiti in nam ni nič potrebno narediti. Mogoče obliž si lahko damo, ampak to je pa tudi vse. Ko pa imamo neke duševne rane, rano v svojem srcu, v svoji notranjosti, pa si z mislimi in prepričanji nikakor ne znamo pomagati, vedno se nahajamo v eni in istih ranah, a ne? Duša je prizadeta in mi se nenehno vračamo na to staro rano. Predstavljajte si, kot da se duša začne celiti, oziroma vaš notranji jaz bi se rad celil in vi vsakič z staro mislijo, ki jo potegnete iz preteklosti, se spomnite in odstranite obliž. Nikakor si ne dovolimo začeti popolnega zdravljenja. In ta vaja vam bo pomagala, da se znate postaviti strategijo, določiti misli, ki vam ne služijo in nadaljevati svojo pot oziroma osebnostno rastje. Vaja je narejena v 4 enostavnih korakih, in sicer je prvi korak, kjer boste našteli področja, pri drugem koraku boste dodali misli, pri tretjem vodili evidenco in pri 4. naredili strategijo. Skozi vse vas bom sama tudi vodila. Na koncu vam bo tudi predstavila svojo strategijo in kako močan vpliv imajo dejansko čustva. V prvem delu vam predlagam, da si narišete en tak krog. To je tak krog iz NLP-ja, ki je meni zelo všeč in ga tudi redno uporabljam pri svojem coachingu, individualnem ali skupinskem. In v ta krog vpišite področja oziroma naštejte področja ali osebe, o katerih najbolj pogosto razmišljate čez dan. Jaz sem tukaj za primer dala v bistvu otroci, partner, služba, lahko je to dom, lahko so to mogoče odnosi do šefov, odnosi do zaposlenih, kolikor ste podjetnik, odnos v družini, do partnerja
dobite jasno sliko, pa je na vrsti četrti in to zadnji korak, in sicer strategija. Kaj pomeni strategija? Pomeni, da sedaj imate vse informacije, katere misli pogosto občutite, katere občutke, kako močni so, kako pogosto se pojavljajo. In na osnovi te jasne slike oziroma vseh teh podatkov lahko naredite strategijo, na katerih področjih je potrebno narediti korak naprej, na katerih področjih se želite počutiti bolje. Jaz vam bom pokazala svojo Excelovo razpredelnico, v kateri je predstavljeno kar nekaj aktivnosti, ampak tukaj bi vas samo povabila, da se osredotočite na zadnjo kolono, na zadnjo vrstico, in sicer na čustveno. V moji Excelovi razpredelnici je vse v angleščini, ker sem delala pač ta certifikat za 12 področji pred leti v angleškem jeziku in se mi nekako najlažje, pa vem, da to ne bo predstavljalo nobenega izziva. Čustva so izjemno pomembna v našem življenju, čustva so tu, da nas vodijo, in malce kasneje bom predstavila tudi čustveno lestvico. Jaz si vodim čustva, evidenco čustev že dobro leto. Zakaj je to pomembno? Mogoče tako na prvi pogled se vam ne zdi pomembno, ampak ravno tako iz take evidence lahko vidite, kateri dnevi so mogoče za vas malo težji. Mogoče imate, na primer, vsak torek nek sestanek z vodjo, s šefom, z zaposlenimi, kolikor ste vi lastnik podjetja. Lahko imate mogoče ob petkih, recimo, da ste ločeni in se izmenjavate otroke, pa vam to predstavlja nek izziv. In lahko recimo, če pogledate spodaj na sliki, kjer je slika tudi dodatna slika čustvene lestvice, in če pogledate, glejte, čustvena lestvica, če je lepa zelena, travnata zelena, pomeni, da se dobro počutimo, potem je malo manj, taka bolj bleda zelena, malo slabše počutje. Ta, bom rekla, rumenkasta je status quo za moje pojme, potem imate, če gremo na levo, je oranžna, to pomeni, da se ne počutim dobro, in rdeča, to pomeni, da sem pa jezna, žalostna, občutek strahu, nemoči in tako dalje. Zelo dobro bi bilo, da bi si tudi vi vodili evidenco vsaj en mesec, kako se počutite, poleg vsega, zato ker boste tudi tako barvno lahko ugotovili, ponovno boste dobili še neko potrditev, kako se pa na splošno v dnevu počutite, in se boste lahko na naslednji sestanek z zaposlenimi, z šefi, z vodjo, mogoče z bivšim partnerjem, partnerico, lahko bolje tudi pripravili. Temu se reče kalibrirati, dejansko, da ugotovite, kako se počutite, in potem si svoja čustva spravite na višjo vibracijo, kako z drugim fokusem. O tem, kako pa drugič, ker bo drugače predolg video. Še za trenutek, da se vrnem nazaj, ker sem tako nesrečno preskočila ta slajd. Želim vam povedati, da vsa ta občutja, ki jih čutite vi na osnovi vaših misli, vaše telo zazna. Kaj to pomeni v praksi? V praksi pomeni, da ne glede na to, ali vi se tega zavedate ali ne, vaše telo zazna vsako sleherno čustvo. In določena čustva na nas vplivajo, bi rekla, negativno, imajo to nizko frekvenco. Mogoče, če pogledamo samo številko 22, kjer je občutek strahu, žalosti, depresije, upa, nemoči in tako dalje. Kadar občutimo take stvari, se nam naše telo zakrči. Vse veste, smo vsi trdi, poviša se nam srčni utrip. Mogoče od čistega strahu nekako otrpnemo, ne znamo se odzvati, ne znamo logično razmišljati in tako dalje. Ne moremo biti srečni, kar je čisto logično. In naša naloga v dnevu je ravno s tem ugotovite, kakšne misli imate in kakšne občutke. In naša naloga v dnevu je, da smo vsak dan čim bolj radostni, da se približujemo številki 1. Ali je to uresničljivo, se da narediti? Absolutno da. Ne da se pa iz čistega strahu priti, bom rekla, v trenutku v čisto veselje, v čisto radost, zato obstajajo tehnike in orodja. Ampak samo za zaključek te vaje bi vam rada povedala, da ne glede na to, če vi mislite
vsaj en mesec, da vodite to čustveni svoj dnevnik vsaj en mesec, da zapisujete misli, da dobite neko tako jasno sliko, s katero se boste lahko lažje potem postavili to strategijo. Pa kolikor želite